Zdravo, Marko Fras. Lepo zdrav, Tomaž Medvar. In tokrat, Marko, glej. Nisva sama, ne? Ne, in tokrat so ljudje tukaj, ki so mogoče malo bolj prepoznavni kot ti. Zagotovo. Tak se mi zdi, no, na prvi pogled. Ker ko so bili prepoznavni, sem jaz bil v tistih letih, ki so bili del mojega otroštva in odraščanja. No, vidiš, evo, z nami torej, če grem po vrsti, Sebastian, zdravo. Zdravo. Natka iz Power Dancer. Yeah. In Kara iz Bipop. In Stefanjo iz Game Over. Jo. Zdravo. Lepo vas je videti. Na to radio. Ok, prvo vprašanje, kdo si je zmislil, da bi vi spet to delali? Ali, še eno podvprašanje, ali je zmanjkalo vseh onih milijonov, ki ste jih zaslužili takrat? Veš, koliko si ljudje to dejansko mislijo, da je denar glavna motivacija? Zato sprašujem, ja, da pojasnimo, da ni to. Ne? Ja. Nam je glavna motivacija nabiranje spominov, pa se imamo fajn sami med sabo, pa s publiko. Drugače pa je ta ideja tlela že kar nekaj let v vseh nas, ampak se morajo planeti prav postaviti, energije štimati in vsi otroci umiriti. Med čas. Tako. To je tudi pomembno, da so mogli tudi naši otroci malo do neke starosti priti, da lahko rečeš, powerke pa bi pa pokazali. Vse porodile. Potem tudi, se veš, ko so otroci mali, še moš potem biti zraven. Nekaj časa, ja. Zdaj pa nimamo več teh stvari. Smo naredile, kar smo, tako da smo na voljo. Zdaj pa me zanima, kakšna je razlika. Zdaj vsi vemo, dobro vemo, da v vaši glasbi je ogromno plesa, ne? Prisotnega na nastopu. Ne? Ja. Tako da, kakšna je razlika? Zdaj, kdaj je to bilo? 20 let že nazaj? Ne bomo tako fejsto leti, dajmo samo reči, pač takrat. Je bilo takrat. Kakšna je zdaj razlika? Takrat plesat ful, pa zdaj, ko je v bistvu razlika v tem, da na odru je še vedno isto vse, ne? Počutimo se 20 let mlajše, definitivno. Ko pa gremo dol z odra, pa zna v hrbtu malo vsekati, pa tako. Ampak to je edina razlika. Ampak je vredno, seveda. Absolutno. Ja, drugi dan pač... Power, ker recimo imamo kar koreografije za vsako pesem, ne? Smo se pač mogli spomniti vseh teh koreografij in to povaditi in bom rekla definitivno v taki formi ne moreš biti, ko si takrat, ko imaš špilov, ne vem koliko na mesec. Redno, ja. Tako, ne. In smo mogli malo povedati, ampak to je pač stil življenja, ne? Da si ti živel že tak stil, da se nisi zdaj čisto sedel, bi rekla, ja, pa nekaj. Pa se nažiral. Skozi smo se gibali, jaz in Cvetana, tako imamo plesno šolo, tako da smo se skozi gibali, tako Sebastianki, tako skozi v gibanju, ne? Da nam to ni bil neki hudi problem, no? Ne, super bilo. Jaz se spomnim, znam predstavljati, da je prišel na oder, pa samo odpel svoje, ne? Pač mi moramo movati, mi moramo plesati, ker ljudje od tega to od nas pričakujejo, predvsem pa tudi naš način izražanja, naše glasbe. Ja. Ne bi dobro izgledalo. Oprostite, ampak ne bi dobro izgledalo. Samo ne tak, ne? Bi prišli pa bi samo peli. Ker smo vsi navajeni, da... Čakaj, zagre oni levo, oni pa... Tako. Zdaj se držiš norca, ampak ne moreš verjeti, koliko ljudi zna te koreografije. To je noro. Verjamem, ker vem, ker poznam enih par, veš, ko tak pride naenkrat ven ena informacija, veš, nekdo je zdaj, ne vem, na pamet zdaj govorim, pač nekoga poznaš, ne misliš si, kaj zdaj točno počel, ko je bil star, ne vem, 10, 12, 13, pa ti reče, jaz sem vse poslušala, vse vem na pamet, vse plese. Posnela na VHS-ke, pa vrtela nazaj, pa se učila koreografije, ne? Ja, vidiš, ne? In to je izjemen pečat, moram reči, tako da kapo dol tudi za to. Stefanjo, jaz vem, da pri vas vedno sem gledal, kako to pleše, to pubeci, jaz sem pač fuzbal treniral, ne? Jaz sem isto fuzbal treniral. Vidiš, da imaš ob fuzbalu bi lahko plesal, Stefanjo. Ja, tak ne bi mogel, ne? Pri nas je ena zanimivost v tem, da smo imeli plesalce na odru, ne? In da najmlajši plesalc je okoli 35 let mlajši od mene, ne? Plesali smo pa isto koreografijo. Jaz sem čist malo bolj švico kot on. Drugače pa veš, trend v plesnih šolah zadnjih 10 let je, da fuzbaleri pridejo plesati, zaradi tega, ker jih trenerji pustijo, da se malo mehčajo. Tako da, glej, ne, to pa je zelo važno. Pri športu nasploh ritem je zelo pomemben, sploh pri fuzbalu. To pa jaz vem iz svojega področja, tako da vedno to koristno. Tako da vsi mladi fuzbaleri na koncert, ne, ki bo... Na koncert ali pa v plesno šolo. Natkova čakama. Ja, evo, recimo. Zanima nas še, za začetek, bomo malo glasbenega premora si vzeli, kak je bilo v Ljubljani?
Wow. To ne, če se da opisati s besedami. Težko se opiše, je pa res, zdaj smo že večkrat ponovili, ko smo imeli par intervjujev, ampak res se je neka magija zgodila. To, da cel večer traja in vsi vse znajo, veš, ker tu ni bilo nekega predalčkanja, jaz sem pa fan od Game Over, tu so bili vsi fani od vseh in vsi v en glas so pel, ko si rekel roke gor, so dali vsi roke gor, ko si rekel, ne vem, lučke bržgite na telefonih, včasih smo faracajke so pržigali, zdaj so lučke, tako je res bila super energija. To je kar potrditev, da tisto ni bila samo ena faza, ampak je bilo kar en del življenja vseh. Smo zelo hvaležni, da nek tak deja vu podoživljamo in da imamo čas to še enkrat. Tinkara, ena ta magija se ustvari, ko pridejo ti naši oboževalci, toliko let smo zdaj vsi starejši, ampak še vedno to je identično. Da pač v bistvu to je en tak lep dogodek, ko pozabijo, da so starši, ampak se spremenijo v najstnike in podoživijo to z nami skupaj in uživajo, gledajo svoje idole, skratka eno tako lepo doživetje je eno. Tako znajo povedati. To tudi pridejo, veš, ljudje pridejo z našimi t-shirti, pridejo z našimi CD-ji, prišel z nami VHS, to je res ena prava taka, veš, ne samo da so peli pesmi, prava euforija je bila, in je bila to res neverjetna nova izkušnja za nas, pa tudi za nje. Cool. Veliko jih pride, ko so bili na Popstarsih tudi, Tako da tudi v Mariboru pričakujemo, da bo veliko jih prišlo, ki so bili takrat tukaj, pa še seveda vsi ostali, Dosti jih je rekel, da te, ki so bili v Ljubljani, da pridejo še enkrat, ker je bila ta atmosfera. Nekaj več o tem, kaj se bo v Mariboru dogajalo, bomo takoj po glasbenem premoru, ampak še to bi vprašal, Stefanijo, ali si ti mogel, oziroma kolikokrat se je to zgodilo, da si mogel svoje te slavne rute komu podariti po koncertu? Včasih se je veliko to dogajalo, kapce in rutke sem kar doskrat podaril. Zdaj se ni to zgodilo v Ljubljani, mogoče. Zdaj pa je ideja prišla. Prav jih moram par sabo. Čakaj, zdaj moraš ti narediti brand. Mrč bi moral. Mrč. Majce pa rutke. Dobra ideja. Pa kampe, svetovno. Tudi komad, ki ste ga skupaj spravili, odkot je to prišlo, ideja? To je ravno zato, ker smo vedeli, da se bomo veliko premikali po radijskih postajah, intervjujih, predvsem pa zato, da pač to glasbo iz tistega obdobja nekako predstavimo tudi novim generacijam, čeprav jo že poznajo preko svojih staršev, ampak se nam je zdelo, te glavne hite od vsake skupine bomo dali v neko novo preobleko, da zaživijo še v 21. stoletju. Je pa to preobleko, ta mashup je pa naredil Zvone Tomac, tako večina vseh teh naših hitov, ki jih zapojemo na Popstars. Cool. Dajmo prisluhniti, pa se vrnemo čez dobre 4 minute. Adijo. Kako nas je poneslo še enkrat na tem radiju. Dobrodošli Sebastian, Natka iz Power Dancers, Tinkara z Bebop in Stefanijo iz Game Over. Zdravo! Najprej še bi rad dodal, da je posebno doživetje, ker jaz sem vas gledal po televiziji non-stop, zdaj pa se tu menim. V meso in krvi. To je vedno noro. Plakati so oživeli. Svetovno, veš pa Natka, ugled total. Natka zdaj pač pove. Tako pač so 4 punce bile v skupini, si pač pogledal, kaj se dogaja. In moram reči, Natka, da si bila prva, tak mi padla v oči takrat. Super, dober okus. Škoda, da poslušalci ne vidijo, da sploh nisi uspel za pogled v oči, ko si to govoril. Pri Bebop pa Tinkara ti. Ne, resno, prisežem, točno tako je bilo. Pri Game Over pa ti, Stefanijo. Stefanijo, zdaj pa moraš ruto dati. Rute so me uničile. Sebastian pa je tak kralj, če sam pride gor, pa se ljudje topijo. In ravno mi smo prišli. Tako, ne boš verjeti. 10. oktobra, torej v Mariboru tudi in kot smo rekli, v Ljubljani je bilo noro in zdaj po enih informacijah tudi karte za 10. oktober
gredo še bolj, kot so šle v Ljubljani. Ja, zdaj, mi, ko smo brali neke komentarje tam, veš, na sobotni dogodek, so bili ful glasni Štajerci, ne? Ja. To zdaj, če bi bilo to na Štajerskem, to bi bila ful večja čaga. Tako da zdaj mi čakamo, da kaj se bo zdaj zgodilo, ne? Veliko kart je prodanih, štavimo na Štajerce, naš Maribor, ker tukaj smo tak vsi Štajerci. Tako da vabljeni, Celje je Štajerska še, ne? Dobro. Zato pa pravimo, da Popstars prihaja domov, ne? Pa treba povedati, da Maribor ni bil, ko smo bili v Ljubljani na koncertu, Maribor še ni bil dogovorjen. Maribor je izključno posledica absolutno fenomenalne energije v soboto in odziva ljudi. Tako da definitivno bomo Štajerci dokazali, da lahko zmoremo in smo lahko še glasnejši. 10. oktober, dvorana Tabor, celotna zasedba Popstars, ne samo koncert, tudi celotna izkušnja z hiti, z DJ-jem tistega časa in tak naprej. To zdaj me je zanimalo, kako pol to zgleda? Kako je to? Prej me je Marko sprašal, kaj to so vsi na odru? Ja, to me zanima, če ko vadite že, ali pa tako ste dansko vsi, če se kaj pohodite, ali se z komoljci štohate. Ali... Tudi se zgodi kakšna anekdota taka in drugačna iz odra. Probamo to karikirati, da se pač ne vidi. Ne? Ja. Drugač pa ja. Morate prijeti pogled. V bistvu vsaka skupina ima svoj program, ne? Skratka pokaže vse najboljše hite, seveda so to tudi plesalci. No to to je ni to je cel spektakel. Ne smemo vsega povedati, ampak to je cel spektakel. To ni običajen nastop. Vmes je tudi malo glasbe iz tistega časa, tako da je to en taki celi paket doživetja iz mladosti. Nas je pa na odru, itak nas 11, plus še vsi ostali, mislim, da čez 35 ljudi. Jezus Kristus. In res ta video vol, posebni efekti, tako si ti rekel, konfeti, mrzle iskre in vse ostalo. Ena orang čaga bo. Če pridete, so pomladite zih. Ja, to. Kalogena ne rabite. Ja, pa tudi glavni plus tudi tega koncerta je, kar Ljubljana ni imela, je to, da lahko pridejo tudi mladoletni, spremstvo starše. To so zdaj dodali, to je velik plus, ker imamo mi na zadku tudi veliko nekdanjih plesalcev in tak naprej, ki imajo svoje otroke in pač malecki vsi poznajo pesmi, ne? No pa da ne govorimo, koliko otrok imamo skupaj, smo zadnji sešteli, 17 otrok podmladka je že v Popstars, tako da to je kar, ne? Babice pa deti. Nekaj časa ste imeli, ne, za 17. Okay. Zanima me, kako se to spravite sploh vaditi? Kaj, ne morem verjeti. Niko fuzbal, ne? Ne, niko fuzbal, pa niko band, ko ima vaje, pa jih je 5 not v eni kleti, ne? Je verjetno to malo drugače. Vsak band je posebej vadil. No, pa s plesalci pa vse, pa to je treba uskladiti tako. Nekje probati, ne, kako bo to. To so vaje, zdaj vsak je imel vaje posebej za ta dogodek. Pol pa skupaj pa gremo. Potem pa vsak nastopa, imamo pa tudi skupno to pesem, ki smo jo slišali, ne? Ker se ne pohodimo, ampak uživamo malo se tako skupaj pogibamo. Ja. Pol pa do srede ali do kdaj traja, da ste spet na 100%? Prvo nedelo že mi smo energije. Pa mi smo predvsem, želeli smo se zelo dobro pripraviti za to, da bomo lahko v koncertu uživali. In meni so se recimo na odru pridružile moje Sebastianke, prva delegacija plesalk. Izpred 20 plus let, po več kot 20 letih smo bile z mano na odru. In fenomenalno smo se imeli, ne? Je pa na tem mestu, ker slučajno vem, da je v vaših krogih tudi moja nekdanja plesalka. Ana. Na mestu tudi javno vabilo, da se ona meni pridruži in nam pridruži. Anica! Če pa je kolene bolijo. Pri 2, 3, morda celem programu 10. oktobra v dvorani Tabor. Hvala, jaz se ti iskreno zahvaljujem za to povabilo. Najprej bi samo rada povedala, da moramo v nedeljo produkcijo plesne šole skozi spraviti, pa lahko dalje štekiramo, kaj bo. Pa da je treba koleno sporihtati. Koleno je v redu. Je že v redu. Ona se ga tako vtrga. Kaj te nisi rekla, da vrej koleno? Ja, te malo več plesali. Malo bi tu, veš kako bi bilo. No, tako da bomo se zmenili. Super. Na posnetku je. Ja, posneto je. Ja, v digitalnem svetu zavedno je ostala ta izjava, tako da se ne boš gor zredila. Zdaj, ali pa nekaj. Vse težko, ne? No, ja, ne. Jaz bi se vam še enkrat zahvalil, da ste prišli, da ste si vzeli čas. Upam, da verjamem, da bo to izjemno. Fraz, skoraj bi mogla midva to iti. Ja.
To bi mogla iti. Mislim, se mama samo na VIP, tam, da bi zadnji hodila, ne? Da bi od zadnji gledala le to. Čaga je v parterju, največje. Ako se Natka preoblači, ne? To si mislim, ne? Dobro, ne vem zdaj. Če bi pač slučajno nekaj videl. Dobro. Ampak ja, pod odrom pravite, da znajo tudi koreografije, pa to mora biti svetovno. Ne, mislim, se pravi, ne da se opisati feeling. Ful dobro mi je to, da ste iste ven potegnili, tako je bilo včasih. Da niste na novo šli, ne, ker tako pravite, Ana, ti verjetno tudi imaš nagruntano, ne? Vsaj 9 komadov. Ona se ne ve, da ima vse še v genih zapisano. Ja, not nekaj. Ne? Vem, da imam dosti, nimam pa vsega, tako zabavno, če bo. Evo, jaz verjamem, da bo svetovno 10. oktober, torej karte so že prodaj in ful hitro grejo. So rekli tako, da... Pa dražijo se, zato je tudi pomembno povedati, da se dražijo, ker pač, ko se en cenovni kategorija, ko več ni, potem prije druga cenovna kategorija, da te pohiteti. Ja. Bodite zgodni ptič, tako imenovani, ne? In pokupite karte. Tako. Za vas pa seveda, kot vedno, ne vem, če ste vedeli, ampak mi smo edini radio na svetu, ki ima svoje zobne ščetke. Dota Premium VBO zobna ščetka. In evo, vsak eno dobi, tisti, ki pa jih danes ni, pa so si sami krivi, ki pa jih ni bilo. Jaz moram tu dodati, da že imamo te ščetke doma. Ja, jaz moram povedati tudi, da mi je Tinkara predstavila to ščetko in odkar mi je ona predstavila, ne uporabljam druge. Tako da jaz se tudi veliko z VBO-jem sodelujem, tako da vse lepo pozdravljam celo ekipo. No, evo, nas veseli. Vabljeni še enkrat, torej 10. oktobra, lahko si zapomnite, ne vem, po ulici 10. oktobra. Recimo, ali pa pogledate na internet. Tako, 10. oktober, ja. Nabavite karte, pa poiščite majice, če še imate, če so vam še prav, meni niso, iz 20 let nazaj. Stefanijo, pripravi ti neke rute, ne, pa kape. Bom. Tak, ja. Hvala še enkrat za obisk. No. Hvala. Hvala vam. Hvala, vidimo 10.10.